Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Varšavski ustaji. Avgusta 1944 je Varšava v osrčju okupirane Evrope in je bila na prelomnici nepovratnih sprememb. Ta dan se je v zgodovino mesta in njegovih prebivalcev zapisal kot začetek bitke za svobodo. To je dan, ki je zavedno spremenil usodo mesta in njegovih prebivalcev. Poljska je že 5 let pod okupacijo nacistične Nemčije. V Varšavi vlada navidezni mir. Čeprav Poljake še vedno preganjajo in jim Nemci dajo hude omejitve. Ko je ura odbila 5 popoldne, je skoraj 25.000 vojakov, poljskih domobrancev, med njimi veliko mladih prostovoljcev, se odpravilo na ulice, da bi prevzeli nadzor nad ključnimi stavbami v mestu in določili območja, ki jih bo nadzorovala vojska. Prijateljstva, ki so nastala med ustajo, so temeljila na medsebojnem razumevanju, ki je izhajalo iz dejstva, da so se hoteli mladi in celotno prebivalstvo Varšave upreti nacizmu. Svoboda Poljske in njena prihodnost jim je več pomenila, kakor da bi zavarovali svoja lastna življenja. Čeprav so se odvijali hudi boji, so bile poroke zelo priljubljene. V 63 dneh ustaje se je izvrstilo kar 300 porok. Varšavska ustaja je mesto spremenila v bojišče. O pomanjkanju podpore je junaški odpor razkril globine človeškega duha. Med ustajo je bilo ubitih več kot 16.000 upornikov, 20.000 pa jih je bilo ranjenih in več kot 150 civilistov pa je izgubilo življenje. Mesto je ležalo v ruševinah, zgradbe pa so bile zravnane z zemljo. Varšavska ustaja se je trajno zapisala v zgodovino Poljske in vsega sveta kot eden najbolj junaških in tragičnih bojev v obdobju druge svetovne vojne. Bil je tudi največji vojaški podvig, ki ga je med drugo svetovno vojno izvedlo katerokoli odporniško gibanje v Evropi. Ko se je avgusta 1944 Varšava uprla okupatorju, niso samo moški vzeli orožje v roke. Ženske, mlade in stare so se šle boriti in tako prestopile meje tradicionalnih vlog v družbi. Medicinske sestre so med ruševinami Varšave reševale ranjence. Naj bi bila noč ali dan, medicinske sestre so se žrtvovale in tvegale življenje, da bi kljub pomanjkanju opreme pomagale ljudem v stiski. V mestu, opustošenem zaradi spopadov, kjer je vsaka ulica, vsaka senca lahko skrivala grožnjo, so kurirke morale prečkati labirint uničenih ulic, podzemlja in ruševin, ter prenašala sporočila, pisma, zemljevide in poročila vojakov. Za prehod na drugo stran je bil izkopan predor. Bil je dovolj velik, da so se lahko srečali največ 2 osebi naenkrat. Nekatere ženske so celo prijele za orožje in se skupaj z moškimi borile na fronti, drugače pa so skrbele za kuhanje, šivanje, nego. Te dejavnosti so bile veliko bolj pomembnejše, kot se nam zdi na prvi pogled. Ženske so imele lonce, ki so bili veliki po 500 litrov, v katerega si moral zlesti, da si ga oprav. Juho pa so mešale kar z veslom. V Varšavski ustaji je sodelovalo kar 12.000 žensk, kar je predstavljalo približno 20% vseh ustajnikov. Na koncu so Nemci zajeli približno 2500 Poljakin, obravnavali pa so jih enako kot moške. Približno 1200 pa jih je umrlo med ustajo. V boje pa so se prav tako podali tudi tujci. Bilo naj bi jih kar 300. Tu so bili stalni prebivalci Varšave, priseljenci in ljudje, ki so pobegnili iz taborišč. Ena najbolj slavnih tujskih enot je bila 535. četa, ki so jo sestavljali Slovaki. Borili so se v enih najbolj nevarnih predelov mesta. Četi so se pridružili tudi ubežniki iz ruskega ujetništva, predvsem Kazahstanci, Gruzijci in Armenci. Veliko pa je bilo tudi Judov, ki so se borili s Poljaki za preživetje in dostojanstvo. To so bili Židi različnih nacionalnosti. Bili so iz Madžarske, Belgije, Francije in ostalih držav. Večina teh Židov pa je pobegnila iz taborišč. Čeprav je bilo tujcev zelo malo, je njihova prisotnost močno vplivala na moralo poljskih borcev. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.